Lep pozdrav, poslušalke in poslušalci Radia Celje. Verjamem, da ste zelo dobre volje, tudi zato, ker lahko te krompirjeve počitnico praktično že vohamo, kajti tik pred nami so. Če pa po počitnicah diši tudi v bruseljskem Evropskem parlamentu, pa sedaj sprašujemo našo gostjo, doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko, članico Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Ja, nekoliko pa res tudi v Bruslju že diši po počitnicah, čeprav ne bodo celotedenske. Mi imamo naslednji teden tak prav poseben teden, nekaj jih je na leto, in sicer je to teden, kjer se sami odločimo, ali bomo več časa posvetili aktivnostim doma v svojih volilnih okrajih, nekateri pa se odločijo, da odidejo na pot v kakšno od tretjih držav. Proti koncu tedna bomo pa vsi doma, ker tudi v Bruslju je 1. novembra praznik. Najin oktobrski pogovor bo na začetku zajemal plinske terminale. Nedolgo nazaj je Evropska komisija potrdila in objavila seznam 250 ključnih infrastrukturnih energetskih projektov, med katerimi je tudi terminal utekočinjenega zemeljskega plina v severnem Jadranu, za katerega pa je komisija zapisala, da se mora Slovenija z natančno lokacijo tega terminala strinjati. Kaj to pomeni? Je to dobro za nas? Jaz mislim, da je to zelo dobro za nas. Zgodba je pa dolga, vleče se že več let. Spomnim se, da že v prejšnjem mandatu smo o tem veliko govorili, tudi veliko delali. Problem je pa v tem, da je Italija v severnem Jadranu, zelo blizu Slovenskega morja, določila 2 lokaciji za terminal utekočinjenega plina, ena na morju, ena je bila v Žavljah. In jaz sama, pa tudi ljudje, ki delajo v energetiki, vemo, da se ne sme kar tako reči ne energetskim projektom, ker vemo, da energijo potrebujemo. In utekočinjen plin je bil eden izmed tistih energijskih virov, ki pomenijo neke vrste drugačno odvisnost od uvoza v Evropski uniji. Nismo odvisni samo od plina, ki teče po plinovodih, hkrati pa v tem trenutku pomeni tudi možnost, da bomo plin dobili ceneje, kajti v Ameriki je velik boom s tako imenovanim plinom iz škrilavca, ki je mnogo cenejši, in Amerika je napovedala, da bo ta plin začela tudi izvažati, tako da se nadejamo tudi nižjih cen. Skratka, ne smemo kar tako reči takšnim projektom ne. Ampak problem v tem primeru je pa bil, da je ta predel zelo, zelo obremenjen, da je tam že več lokacij s tehnologijo, ki je potencialno tvegana, da sta tam 2 veliki pristanišči in bi bil problem z logistiko. No, argument, ki pa je mene najbolj prepričal, pa je, da je v tem delu Jadrana, da so močni sedimenti živega srebra, ki se je skozi stoletja izkoriščanja rudnika v Idriji nabiralo. In če bi zdaj tu prišlo do nekega poglabljanja morja, do nekih objektov, ki bi jih tam gradili, bi se te usedline začele dvigati. To bi pomenilo seveda problem tako za živalske, rastlinske vrste, seveda tudi za ribištvo, za turizem, in jaz mislim, da je prav, da je Slovenija enotno nastopila in se postavila proti temu projektu. Zelo zanimivo je bilo opazovati, kako je potekalo opredeljevanje do projektov v Italiji. Se vidi, da ljudje, ki so bliže tem potencialnim terminalom utekočinjenega plina, gledajo veliko bolj resno na te stvari, in recimo mnenje lokalnih, regionalnih, italijanskih oblasti je bilo mnogo bliže mnenju slovenskih oblasti. Je pa to en primer, kjer se rada rečem, da če Slovenija ne bi bila članica Evropske unije, ne bi mogla tega doseči. Tudi to kaže, kako prepleteni, povezani postajamo v Evropski uniji, kako medsebojno odgovorni postajamo, in tega se bomo pa morali zavedati seveda tudi, ko bo situacija obrnjena, ko bomo mi želeli delati kakšne projekte, ne samo v energetiki, tudi sicer s potencialnim čezmejnim vplivom, bomo morali to stvar opraviti zelo, zelo resno. Ko sva že v severnem Jadranu, bova sedaj skočili še v Trst. Tržaški pisatelj Boris Pahor je nekaj dni nazaj v Bruslju prejel nagrado Državljan Evrope. Slednjo podeljuje Evropski parlament za spodbujanje evropskega duha, in zanimivo je, da je bil Pahor edini govorec med nagrajenci in sploh častni govorec na podelitvi. Nagrajencev je bilo sicer kar 43 iz 21 članic Evropske unije. Kandidaturo zanj pa ste vložili evroposlanci.
Tako je, vsi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu smo se sopodpisali na to kandidaturo in ja, imeli smo odličnega kandidata, podprli smo ga iz vseh 3 političnih skupin, v katerih pač smo slovenski predstavniki in to seveda je določena teža. In jaz sem zelo hvaležna tudi osebno gospodu Borisu Pahorju, ker je tudi na proslavi v Ljubljani, prav tako tudi na slovesnosti v Bruslu poudaril to skupno kandidaturo vseh evropskih poslancev, da smo presegli te strankarske meje in smo vložili kandidaturo skupaj. Moram reči, da sicer smo to poskušali že enkrat prej, za neko drugo nagrado pa nam ni uspelo, no tokrat pa nam je. Jaz upam, da bo takih priložnosti in dogodkov še več. Bi pa tu omenila še nekaj, kar je nekoliko manj znano dejstvo, namreč državljan Evrope je lani postal še en drug Slovenec, to je pa dr. Lovro Šturm in tudi na njega smo zelo ponosni. Žal se je to malo manj slišalo v Sloveniji, morda je razlog tudi to, da tu pa nismo bili tako povezani, podprli smo ga vsi poslanci iz Evropske ljudske stranke, pridružil se nam je pa gospod Ivo Vajgl. Se pravi, ostali 3 poslanci pa ne in jaz si želim, da bomo večkrat zmogli preseči te meje. In ta podatek, da zdaj domala vsako leto dobimo državljana Evrope iz naših slovenskih logov, je prav zagotovo pohvale vredno. To je pohvale vredno, ker kaže, da v Sloveniji imamo ljudi, ki se zavedajo, kaj pomeni biti Slovenec, ki se zavedajo, kaj pomeni biti Evropejec in da Evropa to tudi prizna, da priznanje za to in si želim, da bi bilo tega pozitivnega prestopa v Sloveniji tudi več, ker zdaj je sicer težko govoriti o nekem optimizmu v Evropski uniji, ampak vendarle ga čutim pa več, kot ga čutim v Sloveniji. Predlagam, da si privoščimo malce glasbe, malce glasbenega predaha, potem pa nadaljujemo pogovor. Evropska unija smo mi. V studiu gostimo doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko. Nekaj dni nazaj pa nas je tukaj v Sloveniji obiskal vodja evroskupine, nizozemski finančni minister Dijsselbloem, ki naj bi v Slovenijo prišel zgolj na rutinski obisk in tudi pri izjavah je bil zelo previden glede finančne stabilnosti slovenskih bank, namreč dejal je, da počakajmo do takrat, ko bodo stresni testi bank za nami in bodo upravljeni, in nas tudi malo potolažil, ko je dejal, da nimamo samo v Sloveniji težav, ampak da jih imajo praktično vse članice Evropske unije. Ene malce večje težave, druge malce manjše. Ja, seveda imamo težave v celotni Evropski uniji. Malo katera država je ukrepala pravočasno in dovolj odgovorno in že pred začetkom ali pa ob začetku krize, tako da danes nima težav. Dejansko je to res problem, predvsem pa te težave, ki jih imajo države članice ali pa ki jih imamo tudi na evropskem nivoju, jaz delim v 2 veliki skupini. Prva skupina težav je ta, da imamo zelo različno politično kulturo. To pomeni, da imamo sprejeto zakonodajo, ki jo pa potem države članice ne prenašajo v svojo zakonodajo, kaj šele, da bi jo izvajale. Nekatere to delajo, počnejo, so pri tem resne, disciplinirane, druge pa je verjetno ta druga skupina večja, pa tega ne počnejo. In potem smo tu pri tej drugi težavi, da imamo pa seveda projekte, ki pa zavisijo od tega, kako disciplinirani smo. Če imamo skupen evro in določena država ne spoštuje meril, ki veljajo in naj bi veljala za evro, potem seveda šibi finančni in gospodarski sistem druge države. In Evropska unija ni imela temu primerno urejene zakonodaje, da bi bil omogočen nek neodvisen nadzor z evropskega nivoja in da bi lahko države tiste, ki ne spoštujejo dogovorov, tudi prisilila, da jih spoštujejo. In s tem smo se praktično ves čas ukvarjali zdaj v tem mandatu od leta 2009 in se bo iztekel naslednje leto, sredi naslednjega leta 2014, da smo uvedli neke sisteme, skozi katere države članice usklajujejo svoje politike in tudi sisteme, ki bodo omogočili kaznovanje tistih držav, ki ne bodo spoštovale zavez. Gre za to recimo, da da vlade sporočajo Evropski komisiji svoje ekonomske
ekonomsko-finančne strategije za naslednje leto. Komisija to pregleda, koliko so skladne, koliko so skladne z evropskimi smernicami in potem da priporočila posamezni državi članici, kaj mora še narediti, kaj pa je dobro. To je recimo komisija naredila letos spomladi in potem seveda spremlja izvajanje. In lahko rečem, da te ukrepi že imajo določene pozitivne učinke. Recimo za naslednje leto je napovedana gospodarska rast za vse države evroobmočja, razen žal za Ciper in Slovenijo. To je znak, da bomo morali tudi mi začeti spoštovati tisto, kar smo obljubili. Seveda ljudje mi lahko zdaj učitajo, pa rečejo, ja, kaj je gospodarska rast, kaj pa imam jaz od tega, če sem brezposeln. Tak učitek je seveda na mestu, moramo pa vedeti, da brez zdravega gospodarstva tudi delovnih mest ni in da tudi politiki, ko o tem govorimo, ko govorimo o zmernem optimizmu, vemo, da nezaposlenost se pa še vedno veča. Pričakujemo, da bo prišlo večje zaposlovanje nekako za gospodarsko rastjo. Najprej si morajo podjetja pomoč, potem pa upamo, da bomo kar kmalu potem videli tudi večjo stopnjo zaposlovanja v Evropski uniji. Spregovorili bova tudi o enakih možnostih. Temelj tega pogovora je osnutek direktive, ki ga je leto dni nazaj sprejela Evropska komisija in v tem osnutku je najbolj odmeval predlog o najmanj 40% zastopanosti obeh spolov na položajih neizvršnih članov upravnih odborov gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi. Parlament bo v tem predlogu glasoval predvidoma novembra. Me pa zanima, če so tako imenovane ženske kvote prava pot do tega, da o enakih možnostih med spoloma ne samo govorimo, temveč jih tudi živimo. Kadarkoli govorimo v Evropskem parlamentu o takih predlogih, je vedno razprava zelo vroča. Del poslancev verjame, da so kvote pomembne, del, da ne. Je različno mnenje tudi med moškimi in ženskami, čeprav lahko rečem, da večina žensk pa vendarle podpira kvote. No, pri meni je tako, da sem na začetku, ko sem začenjala svojo profesionalno pot, videla, da pravzaprav teoretično je vse dobro urejeno, ženske smo enakopravne moškim, ampak potem, ko slišiš različne zgodbe od kolegic, pa ko gledaš statistike, ko gledaš, kako se stvari spreminjajo ali se sploh spreminjajo, pa vidiš, da nekaj ni v redu. In jaz mislim, da pri tem življenju, kot ste rekli, enakih možnosti so prepreke. Recimo za mene je kar nekako zastrašujoče ali pa zaskrbljujoče, bom rekla, dejstvo, da je v Evropski uniji poprečno med univerzitetno izobraženimi ljudmi 60% žensk, pa 40% torej moških. Pomeni žensk precej več bolje izobraženih. Potem pa gledamo ljudi na vodilnih položajih, recimo na menedžerskih položajih v podjetju, pa vidimo, da iz tega bazena, iz katerega prihaja manj izobraženih ljudi, je na višjih položajih 5-krat več ljudi. Se pravi, 5-krat več moških kot žensk. Se pravi, nekaj je tudi sistemsko narobe. In seveda, če tako razmišljam, normalno, če so na vodilnih položajih moški, oni so moški, oni so drugačni kot smo ženske in delajo seveda dobro namerno, ampak postavljajo merila, po katerih se ocenjuje kvaliteta dela ljudi v tej družbi in seveda jih postavljajo glede na to, kako sami ocenjujejo to kvaliteto. In zato mislim, da je treba tu narediti enkrat res pa reči, dajmo uvesti kvote, da damo večjo možnost tudi ženskam, da pridejo na te položaje, da tudi one iz tega komplementarnega vidika povejo, kaj je še dobro za to družbo, ne? In da se potem seveda tudi to delo kot dobro oceni. Zato mislim, da je dobro, da imamo kvote, ker bodo pospešile te uveljavljanje enakih možnosti v družbi. Prav zaradi tega, ker nismo enaki, ker so ženske različne od moških in to moramo nekako tudi spoštovati. Jaz si ne želim, da bi zdaj rekli, da smo pa vsi enaki. Nismo. In tudi ne zagovarjam tega, ko začnejo včasih na takšnih razpravah govoriti nekateri o tem, kakšne boljše karakteristike, lastnosti imamo ženske. Ne, ženske imamo določene dobre, določene slabe lastnosti, enako tudi moški, zato se moramo pa dopolnjevati.
Že leta 1957 je bilo v rimsko pogodbo zapisano načelo o enakem plačilu za enako delo, pa je po 56 letih še vedno razlika med moškim in ženskim zaslužkom v Evropski uniji in to kar za 16%. To je recimo eden od argumentov tega, kar sem prej razlagala. Se je lepo, da je bilo že v rimsko pogodbo to napisano, ker je pomenilo neke vrste splošno zavezo, možnost za osveščanje, stvari so se začele izboljševati in se še izboljšujejo, ampak prepočasi. Zato sem jaz zagovornica zakonodajnih rešitev in če si upravite tak hiter izračun, potem boste videli, da če recimo moški in ženska začneta delati pač s prvim tednom v januarju, potem delata čez celotno leto, lahko moški nekje tam na začetku novembra neha delati, se ustavi in ima potem do konca leta dopust. Ženska mora postajati do konca leta, da bo zaslužila enako kot moški. To ni prav, to ni pošteno, to ni pravično. Za konec najnega pogovora bova še malce se pogovorili o vaši kolegici, evropski poslanki Elizabeth Gardini, ki je naša naslednja sogovornica potem v zadnjem 3. delu oddaje. Kakšna je ona, kar se tiče enakih možnosti? Verjetno tudi zagovarja seveda žensko pravico. To je pa zelo odločna poslanka, zelo tudi aktivna, znana kot medijska oseba v Italiji, zato so seveda njeni govori zelo prepričljivi. Dela na raznih področjih, med drugim je pa zelo aktivna tudi na področju podnebnih sprememb. Meni je predvsem pri njej všeč to, da se resnično trudi, da je zelo uravnotežena. Recimo, da se ne postavi samo na eno stališče in ga zagovarja, ampak da poskuša res zajeti tako širok pogled in se potem na podlagi tega opredeliti. Tako da, zelo zanimiva sogovornica in me zanima, kaj vam je zaupala. Evropska poslanka, doktorica Romana Jordan, hvala za tale oktobrski klepet. Zopet se snidemo konec novembra. Hvala lepa tudi vam. Jaz bi pa hkrati zaželela poslušalkam in poslušalcem Radia Celje lepe praznike. Tu bosta 2 praznika. Prvi državni praznik naj poteka v ponosu, da smo Slovenci, da smo zgodaj dobili svojo prvo knjigo in v strpnosti in pa s nekim upanjem in zaupanjem v prihodnost. Drugi pa ob spominu na ljudi, ki smo jih poznali in da ta spomin ne bi bil trpek, ampak da bi se spominjali tistih lepih trenutkov. Mislim, da je to eden izmed takih zelo lepih praznikov, ki jih imamo v Sloveniji. Hvala lepa.